Žalcu se je začel prvenstveni obračun in kar nekakšen derbi bi lahko dejali med rokometašicami Zelenih dolin Žalca in pa zasedbe Krke iz Novega mesta. Zagotovo boste, drage gledalke, dragi gledalci, prišli na svoj račun, kajti pospremili bomo dve bolj ali manj enakovredni ekipi, sicer na lestvici, če pogledamo Žalčanke više od Novomeščank, pa vendarle to gre za zelo pomembne točke, prvenstvene točke, s katerima dvema pa bodo jasno gostiteljice predčasno osvojile končno drugo mesto v letošnji sezoni državnega prvenstva. Torej, današnja zmaga potrjuje naslov podprvakinj Žalčank in zagotovo bodo varovanke trenerja Bojana Voglarja naredile vse, da se še enkrat več pred domačimi gledalci dokažejo, obenem izkažejo ter opišejo novo prvenstveno zmago. Petra Fister je bila tista, ki je zadela za gostiteljice. Le-te danes maksimalno motivirane proti sicer venomer neugodnim Novomeščankam. To je potrebno poudariti, Krka je že večkrat dokazala, da gre za izjemno trd oreh in zagotovo bodo tudi nocoj Novomeščanke naredile v športni dvorani v Žalcu vse, da morda presenetijo gostiteljice, ki so jasno favoritinje državnega prvenstva od mest 2 naprej. Prvo je že oddano in je bilo tudi pričakovano, tako da bo Krim Mercator tisti, ki bo tudi v letošnji sezoni, nažalost za druge ekipe, če lahko tako rečem, premočan nasprotnik in še naprej za vsaj odtenek boljši od ostalih ekip. Tole bo 7-metrovka za Zelene doline Žalec in pa priložnost za izenačenje na 2-2. Anika Strnad je tista, ki je stopila za črto 7 metrov in zdaj bo poskušala premagati gostujočo vratarko. To je tudi uspelo in rezultat, kot že rečeno, poravnan na 2-2. Zaenkrat pri gostiteljicah 2 streljki. Petra Fister je bila tista, ki je dosegla prvi gol, zdaj drugega, kot že rečeno, Anika Strnad. Izenačen začetek obračuna, čeprav se je vse skupaj šele bolj ali manj začelo, pa dobivamo jasne obrise, da bo tole srečanje bolj ali manj izenačeno in pa odloča lahko vsaka žoga. Urška Radojčič je bila tista, ki je novomeško Krko v Žalcu popeljala v novo vodstvo v 5. minuti. Krka namreč vodi s 3-2, torej 5 golov smo zaenkrat videli. Domače bodo morali biti zelo pozorne v obrambi, da ne bo prihajalo slučajno do preveč lahkih golov nasprotnic. Anika Strnad je poskušala s približno 9-10 metrov, blok je bil to, tako da še naprej napad za gostiteljice, še ena priložnost za Žalčanke. Saša Golavšek pa si ni nekako po domače povedano dobro nastavila žogo in leta je odletela preko prečke. Ostaja 3-2 za novomeško Krko, ki pa ima obenem tudi napad in priložnost prvič na srečanju, da morda povede z 2 goloma prednosti, kar bi bila torej vsaj zaenkrat najvišja prednost v začetku tele tekme. Zdaj Zelene doline Žalec dobre v obrambi, pozorne pri napadu Krke, ki je izgubila žogo in tule je že hiter proti napad gostiteljic. Gol mislim, da ne bo veljal, ali vendarle? Ne, tole bo 7-metrovka, gol Ane Dobrič ne velja, zato pa 7-metrovka za Aniko Strnad. Priložnost za novo izenačenje na srečanju in to se je tudi zgodilo. Anika Strnad do svojega drugega gola, nemočna je bila v golu Sandra Srečkovič.
sicer ni bila toliko stran z desno roko, vendarle pa strel je bil natančen, močan in rezultat je, kot že rečeno, izenačen na 3-3, ko smo na polovici 7. minute srečanja v prvem polčasu. Zdaj Žalčanke dobre v obrambi, z blokom zaustavljajo Novomeško Krko, ki pa ima še naprej žogo v posesti. Sodnika sta zdaj dvignila roki, tako da morajo gostujoče igralke počasi zaključiti, ampak nažalost gostiteljice so uspešno realizirale zaključek napada, kajti Ana Abina je bila tista, ki je zatresla domačo mrežo. Novomeščanke so dobro odprle tole srečanje, vsaj zaenkrat so one tiste, ki narekujejo sam ritem tekme, vse skozi so v prednosti za gol, je pa res, da jih Žalčanke venomer tudi ulovijo in ravno v tem trenutku so torej dosegle še en gol. Razigrana je Anika Strnad, ki je že pri 3 golih, tole je bil njen prvi iz igre, prva 2 je namreč upisala iz 7 metrov. 4-4, 8 minut je zaenkrat za nami, povsem izenačenih, enakovrednih, tako na eni kot na drugi strani. Gostiteljice zdaj z obrambo 5-1, pa nazaj na 6-0, tole je poizkus iz krila in še en gol za Novomeščanke. Ana Abina je še drugič zapored zadela in še enkrat več Krko popeljala v vodstvo. Je potrebno bo biti maksimalno zbrano v obrambi, sicer ako vidimo, da bo Krka še kako nevarna, jasno ne bo kar tako dopustila, da bi gostiteljice prišle na lahek način do 2 točk. Na zadnje pa je to več kot dobrodošlo tako za vas kot tudi gledalce na tribuni, da pospremite in pospremijo eno krasno izenačeno predstavo in pravi boj za novi prvenstveni točki. Dvignjena roka delivcev pravice, tole pa je bil uspešen zaključek. Zadela je Petra Fister, njen drugi gol na srečanju. Rezultat pa še enkrat poravnan, zdaj na 5-5. Ja, nobeni izmed ekip se ne uspe odlepiti. Je pa res, da gostiteljice na tem srečanju še niso vodile, torej zaenkrat še brez prednosti. Vse skozi je gostujoča ekipa tista, ki je v vodstvu, pa potem sledi izenačenje. Zdaj priložnost za Zelene doline Žalec, da morda vendarle pridejo do vodstva. Prej se je v golu izkazala Klara Hrovatič, odlična domača vratarka, ki je v Žalec prišla pred začetkom letošnje sezone, nazadnje je igrala v Celju. Poizkus razdalje je bil tole imeniten strel, ampak zdaj je bila na mestu gostujoča vratarka Sandra Srečkovič, ki se je izkazala z obrambo. Tole je bila njena obramba številka 3. Ostaja pa pri 5-5, torej v prvih 10 minutah smo videli 10 golov v Žalcu, ker je spet eno krasno vzdušje na tribunah domače športne dvorane. Jasno vse v želji po še enem dobrem rezultatu varovank trenerja Bojana Voglarja. Zdaj se domači gledalci jezijo delivci pravice, medtem pa do novega gola Krka. In tole je novo vodstvo za rokometašice iz Novega mesta. Tina Papeš je bila tista, ki je zadela.
6-5 je zdaj za Krko. Kot lahko vidite, maksimalna borbenost gostujoče ekipe v obrambi, ne dopuščajo praznine, ne dopuščajo lahkih zaključkov gostiteljic in le-te torej s težavo prihajajo do samega 6-metrskega prostora. Spet en dolg napad Zelenih dolin Žalec. Poizkus je bil tole s približno 7-8 metrov, ampak nenatančen Saše Golavšek. Še naprej bo žoga za gostiteljice. Bodo morale pa zdaj kar na hitro zaključiti. Jezi se tam trener Bojan Voglar na svoje varovanke. Niso tiste prave, kot smo pričakovali. Je pa res zdaj do konca tekme še ogromno časa in še marsikaj se lahko spremeni. Zdaj je Anika Strnad zapravila domači napad, ampak potem so se Žalčanke hitro vrnile v obrambo in zdaj morda hiter protinapad. Če ga jasno ne bodo gosti zaustavili, ja, za trenutek so ga, vendarle pa niso zdržali povsem do konca in to je izkoristila Lina Krulec. Prvi gol Line Krulec in zdaj gostiteljice jasno precej bolj zadovoljne, tudi zato, ker bodo imele v naslednjih 2 minutah igralko več, torej izključitev na strani novomeške Krke in tole je priložnost za Zelene doline Žalec, da obranijo tale napad Krke ter morda pridejo do hitrega zaključka na drugi strani. Napaka Krke, tole so bili koraki in to je zdaj priložnost za domače vodstvo. Zdaj sodnika zaustavljata uro, tam se jezi gostujoči trener Salvador Krajnčič, sodnika ga opozarjata. Današnja sodnika bosta imela bržkone precej dela. Tekma ima velik vložek, no in zdaj je gostujoči trener prejel rumeni karton. Zelene doline Žalec so v preteklem krogu gostovali pri ljubljanskemu Krimu, ki je bil uspešnejši s 43-18. Po pričakovanjih lahka zmaga gostiteljic, ki imajo daljšo in kakovostnejšo klop. Zdaj pa nov gol je Žalčank, spet je zadela Lina Krulec. Njen drugi gol in prvo vodstvo na srečanju za Zelene doline Žalec. Torej, gostovanje v Ljubljani je bila le še ena dobra šola za naprej, da ekipa Bojana Voglarja vidi, kje so še rezerve, kje še lahko napreduje, kaj je potrebno popraviti. In zdaj iz minute v minuto Žalčanke dvigujejo igro ter prihajajo do povišanja prednosti. Kaja Krebs je zadela za 8-6. Zdaj jasno tudi boljše vzdušje na tribuni, veliko bolj zadovoljni domači navijači. Ajti, gostiteljice ne le da vodijo za 2 gola, še 5 sekund imajo igralko več. Dobro so izkoristile manjko v gostujoči igri. In po zaostanku s 6-5, delni izid 3-0 ter vodstvo z 8-6. Smo pa natanko na polovici prvega polčasa. In zdaj, ko so Novomeščanke popolne, tudi njihov gol, Urška Gramc je bila tista, ki je premagala domačo vratarko Klaro Hrovatič. Tudi če so bile na -2, jasno, Novomeščanke ne bodo kar tako vrgle puško v koruzo. Še en
hiter izveden napad gostiteljic in vse skupaj se je splačalo z novim golom ter novim povišanjem prednosti. 9-7 je. Spet ena zdaj gostiteljica v obrambi. Poizkus razdalje je bil to Ane Abina, ki je sicer pri 2 golih. Brez gola rokometašice Krke na drugi strani, pa še en hiter in uspešen zaključek domačih. Krasno je zaključila Petra Fister, ki je pri 4 golih tudi en napad nazaj zadela in gostujoči trener Salvador Krajnčič je zdaj reagiral z minuto odmora, kajti gostiteljice so povedle z 10-7, torej najvišja prednost zaenkrat za Zelene doline Žalec. Takole po minuti odmora gostujočega trenerja se lahko srečanje v Žalcu nadaljuje. Še nekoliko bolj zadovoljni v domačem taboru, po tistih +2 so zdaj gostitelji namreč na +3 vodstvo z 10-7 za Zelene doline Žalec, ki vliva dodatno samozavest gostiteljicam, ne vliva jasno domačim mirnega nadaljevanja, kajti ogromno časa je še do konca. Je pa lažje, ko takole povedeš za 2 ali 3, kot da loviš nasprotnika, kot je bilo v samem začetku srečanja. Še naprej obramba gostiteljic 5-1. Zdaj veliko bolj čvrsta domača obramba. Poizkus je bil tole 6-7 metrov za Krko. Neugodna situacija, pa vendarle Ana Abina je bila natančna, poslala je žogo ob levi vratnici ter zmanjšala zaostanek na 10-8. Torej zaenkrat skupno 18 golov v Žalcu, ko je v izdihljajih 18. minuta srečanja. Poizkus za Sašo Golavšek, tole bo 9 metrovka za domače. 6-0 obramba Krke, ki si jasno želi na hitro priključka, da bi izničile zaostanek. Videli bomo, kako se bo vse skupaj razpletalo. Po obrambi Sandre Srečkovič ostaja pri +2 za gostiteljice. Saša Golavšek je bila tista, ki je poizkušala z razdalje. Dalec stran od gola, zdaj Novomeščanke, visoko stojijo Žalčanke. Ne dopuščajo lahkega zaključka, težave tam s prenosom igre na krilo. V zadnjih 5, 6, morda 7 minutah domačinke veliko bolj zbrane, osredotočene v obrambi. Tudi zdaj ste lahko videli, da nikakor ne pustijo lahke podaje na mesto pivota, kjer je bila Luna Vončina. Zdaj bo potrebno zaključiti tale napad, izkazala pa se je Klara Hrovatič. Krasna obramba z desno roko in zadržala je prednost gostiteljic, ki vodijo z 10-8. Napad za Zelene doline Žalec, ki lahko spet povišajo prednost na +3. +3 zaenkrat bila tudi najvišja prednost gostiteljic v tem prvem polčasu.
Precej hitreje kroži žoga pri Žalčankah, kot je v začetku tekme. Takrat se je tudi jezil trener Bojan Voglar, ampak zdaj bo potrebno zaključiti. Ja, tole je bila osebna napaka oziroma prekršek za izključitev. Več kot očiten. Patricija Geč je bila tista, ki je morala za 2 minuti zdaj zapustiti parket. Ali bodo zdaj Žalčanke še enkrat več to izkoristile? V prvo so krasno izpeljale, ko so z igralko več dosegle 3 gole. Gostiteljice bi takoj podpisale zagotovo isti scenarij. Tokrat brez uspešnega zaključka. Poizkušala je Kaja Krebs, vendarle pa po obrambi gostujoče vratarke zatresla zunanji del mreže. Kaja Krebs zdaj visoko stoji v obrambi, tam zaustavlja Ano Abina in ne dopušča poti do gola. Torej še dodatne težave za Krko, ki s težavo išče zaključek. Še malce bo potrebno zdržati v obrambi, potem bosta zagotovo deljica pravice vzela žogo. Roki sta dvignjeni, blok je bil tudi na mestu pri gostiteljicah, ampak potem na koncu tudi malce sreče za goste, da se je ta žoga odbila od bloka nazaj v roke, ter zmanjšanje zaostanka na le -1, 10-2 oziroma 10-9 je za Zelene doline Žalec. V teku pa 22. minuta srečanja, torej le še dobrih 8 minut je ostalo v prvem polčasu. Nikakor, kot kaže, ne bomo še dobili vsaj malce odgovora na to, kdo pa bi lahko dobil tale obračun. Spet sta dvignjeni roki, potrebno bo zaključiti. Ja, in tole je bila uspešna realizacija napada iz strani, iz krila. Lina Krulec je zadela njen 3. gol na srečanju. Torej zdaj v domačem taboru spet nekoliko lažje dihajo. 11-9 je, dobro bi bilo prednost 2-3 golov zadržati vse do konca prvega polčasa. Če bo izenačenje ali če bi pripravila Krka preobrat ter povedla, potem bi bilo jasno v začetku drugega polčasa. Precej težje, kot pa je zdaj, ko so Zelene doline Žalec v prednosti. Spet dolg napad Krke. 9-metrovka za novomeško zasedbo. No, sodnika sta zdaj vendarle dvignila roki. Še en poizkus za razdalje, tokrat neuspešen. Urška Gramc je bila tista, ki je metala, ki je zaključevala. Zelene doline Žalec pa v napadu za morebitnih in vnovičnih +3. Jasno, zdaj se domačim nikamor ne mudi ob vodstvu za 2 gola. Vodijo z 11-9. Spet dobro stoji novomeška obramba, ampak na koncu se je krasno sprehodila Petra Fister. Njenih 5 golov že nocoj in Žalčanke vodijo z 12-9. Torej izenačenje najvišje prednosti na srečanju. Zadnjih 6 minut v prvem polčasu se bo vsak čas začelo. Zdaj sta si ekipi popolni. Krka nič več brez igralke. Še en met je bil tole z razdalje. Lahko bi dejal, da mora kar iz obupa tam Katje Hotko, ko Meščanke niso našle prave poti do gola, pa
se je morala odločiti za met ter poizkusiti presenetiti sprva blok, potem še domačo vratarko Klaro Hrovatič. Spet sta dvignjeni sodniški roki. Nov dolg napad Krke, ki je brez idej, zdaj bi morala slediti odzeta žoga, no in to se je tudi zgodilo. Krasno zdaj Žalčanke v obrambi, na drugi strani pa v zgornji desni kot gola zadeva Kaja Krebs. Njen drugi gol na srečanju in tole je najvišja prednost na tekmi. 13-9 je zdaj za Zelene doline Žalec, torej 4 goli naskoka. Manj kot 5 minut do konca prvega dela tekme v Žalcu. Po tistem nekoliko slabšem začetku tekme, ko so Žalčanke skozi za gol lovile nasprotnice, sicer izenačile, pa potem spet niso bile na mestu v obrambi, so zdaj v vodstvu in to s prav prijetnim, zdaj pa še obramba gostiteljic, pa se takole zaklene gol, ko stopijo domače v obrambi, dobesedno obrambo in skupaj, pa ko vrata dobesedno zaklene Klara Hrovatič, potem je jasno še lažje. No, pred samim zaključkom prvega polčasa še minuta odmora domačega trenerja Bojana Voglarja, potem pa bomo dobili odgovor na vprašanje, kakšen bo rezultat ob koncu prvega polčasa. Takole v Žalcu je vse pripravljeno na točno zadnje 4 minute v prvem polčasu obračuna Zelene doline Krka Novo mesto. Žalčanke v prednosti s 13-9, torej 4 goli naskoka domačih in če bi zadržale najmanj takšno prednost, potem bi bilo to več kot odlično pred začetkom drugega polčasa. Jasno pa si gostiteljice želijo še kakšnega gola, še povišanje dodatne prednosti in pa morda, da bi šle na odmor še s kakšnim dodatnim golom prednosti, kar bi bilo jasno super za varovanke trenerja Bojana Voglarja. Ali če bi prednost znašala 4-5 golov, potem bi bilo to imenitno in ta žoga je šla tik ob desni vratnici ter končala za hrbtom gostujoče vratarke. To pa pomeni, da gostiteljice vodijo 14-9, torej 5 golov naskoka in najvišja prednost skrbi za fantastično vzdušje v športni dvorani v Žalcu. Zdaj bi jasno gostiteljice podpisale takoj, če bi se tale prvi polčas lahko končal. Namreč lahko so si le želele tako idealen rezultat ob koncu prvega dela srečanja, da je potrebno takole čvrsto odigrati v obrambi še zadnji 2 minuti in pol, kolikor jih je ostalo v prvem polčasu. Spet en dolg napad novomeške Krke, Žalčanke pa se še naprej ne dajo. Po tistih uvodnih 10 minutah, ko obramba ni bila na takšnem nivoju, kot je zdaj, je sledila povsem drugačna zgodba in vse skupaj se odraža na samem semaforju. Zdaj pa res že predolg napad Krke. Sodnika bosta morala počasi odzeti žogo. Poskus je bil tole za razdalje neuspešen Ane Abine in tole je napad Žalčank za povišanje prednosti na +6. Če bodo povedle domače s 15-9, potem bo to resnično imenitno in pa po krasnem scenariju. Še minuta in pol v prvem polčasu. Kot kaže, bi tole prekršek v napadu. Osebno sem mislil, da sta morda deljica pravice dosodila 9 metrov, ampak obramba je stala. Nalet je bil kar sunkovit in
Tole je napad za novomeško Krko. V tem trenutku se v Žalcu začenja zadnja 30. minuta v prvem polčasu. Zdaj morajo gostiteljice vzdržati še tole minuto, nikakor ne popustiti o sami zbranosti. Dobro, Klara Hrovatič v golu. Tale obramba je prišla kot naročena in tole je bržkone zadnji napad Žalčank v prvem polčasu. Ja, nikamor se domačim jasno ne mudi, praktično do konca prvega dela tekme lahko držijo žogo. Je pa jasna želja po novem golu precejšnja in po prednosti s 6 goli. Tole je 9 metrovka, še 15 sekund, zdaj bo potrebno počasi zaključiti. Odprla se je pot proti golu, ampak nič ni bilo z novim zadetkom gostiteljic, še 4 sekunde. Kaj sta dosodila sodnika, kot kaže izključitev. 2 sekundi pred koncem prvega polčasa izključitev tam. Ane Dobrič. Žalčanke prvi polčas končuje z igralko manj, še sekunda in krasno se je kljub izključitvi končal prvi del tekme. Žalčanke oziroma Zelene doline Žalec vodijo 14 proti 9. Torej na koncu 5 golov naskoka za gostiteljice, ki so prvih 10 minut lovile nasprotnice, zdaj pa imajo pred nadaljevanjem super rezultat, ki ga bo potrebno v nadaljevanju zadržati ter upisati pomembno zmago, tisto ključno bi lahko dejali in pa potrditveno za končno drugo mesto. Ostanite v naši družbi. Takole v Žalcu je vse pripravljeno na začetek drugega polčasa obračuna Zelene doline Žalec. Krka po prvih 30 minutah super rezultat za gostiteljice, namreč Zelene doline so v vodstvu 14 proti 9. Torej 5 golov naskoka za varovanke trenerja Bojana Voglarja, ki sicer niso tako sproščeno začele srečanja, namreč novomeška Krka je bila tista, ki je prvih 10 minut nadzorovala sam potek srečanja, čeprav ni povedla za več kot en gol, pa vendarle vse skozi je bila ona tista, ki je bila v vodstvu. Žalčanke so lovile nasprotnice, no potem pa, ko je sledila izključitev na strani novomeške Krke za 2 minute, pa so gostiteljice vse skupaj prevzele v svoje roke, vzele vajeti tekme v svoj prid in takrat je začela naraščati prednost Zelenih dolin. Sprva z rezultatom delnim 3-0 po zaostanku. Za gol so gostiteljice pobegnile na +2, potem tudi na +3, pa na +4, ob polčasu pa so torej vodile za 5, imele pa so celo napad za prednost 6 golov, kar bi bilo morda glede na sam potek prvega polčasa in na to, kako se je odvijalo samo srečanje, tudi preveč, ampak kakorkoli že, gostje niso dopustile prednosti 6 golov, ob odmoru so zaostajale za 5. Jasno, Krka se ne bo kar tako predala, danes lovi zadnji vlak za končno drugo mesto v državnem prvenstvu in le zmaga jih ohranja pri tem upanju. Če bi Zelene doline Žalec danes premagale Novomeščanke, potem bi lahko rečemo že predčasno osvojile končno drugo mesto v državnem prvenstvu. Zdaj 7 metrovka za novomeško Krko. O golu pri gostiteljicah še naprej Klara Hrovatič, ki pa je bila tokrat nemočna. Gol za novomeško Krko in zmanjšanje zaostanka preko Katje Hotko. Katja Hotko je že v prvem polčasu dosegla en gol, zdaj skupno drugega in na semaforju je 14 proti 10, torej 4 goli naskoka za varovanke trenerja Bojana Voglarja. V prvem polčasu smo videli 3 izključitve, ena na strani Zelenih dolin Žalec, pa 2 na strani
novomeške Krke. Rumeni karton je prejel tudi gostujoči trener Salvador Krajnčič zaradi protestiranja ob eni izmed situacij, ko so bile gostiteljice v napadu, ko je zahteval prekršek v napadu, pa ga delilca pravice nista dosodila, saj po moji oceni ga tudi ni bilo. No in ker ni končal gostujoči trener s protestiranjem, je prejel rumen karton. Sicer delilca pravice v prvem delu tekme nista imela večjega dela zdaj, blizu tega, da bi gostiteljice prišle do prvega gola v drugem polčasu, a Ana Dobrič ni bila uspešna oziroma so gostje še pravočasno zaustavili tole žogo pred golovo črto. V golu je Sandra Srečkovič. Zdaj napad na postavljeno obrambo gostiteljic. V tem trenutku obramba 5-1. Še naprej čvrsto gostiteljice tam ob 6-metrskem prostoru, vse skupaj se je splačalo. Tole bo 9-metrovka za Novomeščanke, ki, kot že rečeno, zaostajajo za 4 gole. Na prvem mestu ima Krim Mercator 36 točk, Zelene doline Žalec so pri 25, Krka je pri 22, medtem ko Mlinotest pri 21. Tole pa je, kot kaže, izključitev Kaje Krebs. Torej, Zelene doline Žalec bodo v naslednjih 2 minutah igrale z igralko manj. Trener Bojan Voglar bo vsaj 2 minuti pogrešal venomer odlično Kajo Krebs in pa še ena 7-metrovka za novomeško Krko, tudi tokrat nemočna domača vratarka Klara Hrovatič. Spet je bila uspešna Katja Hotko, njen 3. gol, drugi v drugem polčasu. Še naprej krasno vzdušje v športni dvorani v Žalcu, kjer so glasni domači privrženci rokometa. 14-11 pa je zdaj oprit gostiteljic v 5. minuti drugega polčasa. Torej polčas v prednost 14-9 za Zelene doline Žalec, zdaj delni rezultat 2-0. Jasno oprit Krke. Poizkušala je tam Petra Fister, ki je zaenkrat pri 5 golih. V prvo je bila zaustavljena, zdaj pa krasen poizkus za razdalje, ampak tale žoga je odletela mimo desne vratnice. Ostaja brez gola Zelenih dolin Žalec v drugem polčasu. Je bil še en prekršek Žalčank in nova 9-metrovka za novomeško Krko. Še slabih 50 sekund gostiteljice brez Kaje Krebs, torej še naprej z igralko manj, in tole so priložnosti ena za drugo za Žalčank oziroma za Novomeščanke. Še ena 7-metrovka pa bo za Krko. Videli bomo, ali bodo tudi tretjo zaporedno uspele gostje iz Novega mesta uspešno realizirati. Menjava zdaj v kolu pri gostiteljicah, medtem ko pri izvajalki na strani Krke ostaja vse isto. Katja Hotko je tista, ki je znova streljala in, kot radi rečemo, tretje gre rado. Je res šlo njen 4. gol in prav Katja Hotko skrbi, da se gostujoče rokometašice iz minute v minuto vse bolj in bolj približujejo. 14-12 je zdaj za Zelene doline Žalec, se pravi delni rezultat 3-0 v začetku drugega polčasa za Krko. Brez gola še v tem drugem delu tekme gostiteljice. Če sem točen, potem je to natanko 6 minut. In tudi tale strel je šel preko gola. Krka je dobila dodaten veter v hrbet. Začutila je, da lahko morda ujame nasprotnice, morda jih celo preseneti ter in rezultatsko pobegne. No, saj zaenkrat so se Žalčanke postavile skupaj, niso dopustile še enega gola Krke in tako še naprej iščejo prvi gol v drugem polčasu. Še naprej strnjena tam obramba Krke, ki ne dopušča lahkih zaključkov.
domačim in še enkrat več Žalčanke brez pravega zaključka. Zdaj kar nekakšna kriza v napadu, brez pravih idej oziroma brez pravega zaključka. Vendarle pa kar je najbolj pomembno je tisto, da Žalčanke še naprej držijo vodstvo. Saj zaenkrat so lahko še mirne, je pa res, da 2 gola prednosti ne ulivata takšne mirnosti, kot so jih prej 5 goli naskoka. Še en prekršek, nova 9-metrovka za Novomeščanke, še naprej pa se jasno in pa povsem upravičeno tam ob igrišču jezi trener gostiteljic Bojan Voglar. Zdaj povsem prosta pot za Krko in uspešen zaključek. Zadela je Luna Vončina, njen prvi gol na srečanju in zdaj so se Novomeščanke približale na vsega gol zaostanka. 14-13 je v zaključku 38. minute srečanja. 4-0 delni rezultat Krke v začetku drugega polčasa. Znova brez ideje v zaključku napada Zelene doline Žalec. Jasno je, da imajo še ogromno časa, da vse skupaj postavijo na mesto, pridejo do željenih 2 točk in ne nazadnje do zmage, ampak potrebno bo zadeti. Tudi tokrat niso zadele. Skazala se je gostujoča vratarka Sandra Srečkovič. Srečno pa gostiteljice do novega napada. Zdaj bosta delivca pravice bržkone hitro dvignila roki za dolg napad. Je bil še en prekršek, malce prehitro dosojen, saj po mojem mnenju. Gol ni obveljal. Še naprej žoga pri Zelenih dolinah Žalec. Tam je bila zaustavljena Anika Strnad, ki nikakor ne pride do pravega strela. Ali bodo zdaj gostiteljice? Ne. Tudi tokrat gostiteljice brez zaključka, ki si ga vsi skupaj v dvorani še kako želijo. Verjeli ali ne, Novomeščanke imajo zdaj napad celo za izenačenje na 14-14. Ob koncu prvega polčasa bi lahko morda celo zaostajale za 6, a Žalčanke niso zadele, zdaj pa imajo gostje priložnost, da rezultat na hitro celo poravnajo. 9-metrovka za Krko. Zdaj je potrebno zaustaviti tale napad Krke in to na vse pretege. Imenitno so zdaj izigrale domačo obrambo gostje, ampak na srečo Zelenih dolin Žalec niso izkoristile ponujenega. Ostaja torej 14-13. Pred nami pa zadnjih 20 minut tekme. 10 minut brez gola. Ogromno bi lahko dejali. Zaenkrat se še ni zatresla gostujoča mreža. Morda pa se bo končno, saj tako lahko rečem zdaj. Tole je 7-metrovka za Aniko Strnad. Anika je pri 3 golih priložnost za 4. In to je tudi uspelo. 15-13 za Zelene doline Žalec po 4. golu Strnadove. Prvi gol Žalčank v drugem polčasu in prekinjanje, delni rezultat 4-0 za Novomeško Krko, ki je torej dosegla prve 4 gole v drugem polčasu, enega iz igre in pa kar 3 izza črte 7 metrov. Zdaj je potrebno stopiti skupaj še v obrambi, zaustaviti kakšen izmed napadov Krke. No, tokrat je to Žalčankam uspelo, hiter proti napad, ali bo tudi uspešen zaključek. Žoga je hitro stekla v konico napada, ampak kaj, ko je sledil prekršek v napadu. Kot kaže, bomo še naprej spremljali stresen obračun
bolj ali manj izenačen tudi skozi začetek drugega polčasa. Torej zdaj nov napad za Novomeščanke, ampak pred nadaljevanjem bo sledila še minuta odmora, ki jo je vzel gostujoči trener Salvador Krajnčič, ko gostiteljice proti Novomeščankam vodijo s 15-13. Takole končana je minuta odmora v Žalcu pri prednosti gostiteljic 15-13, torej 2 gola naskoka za zasedbo trenerja Bojana Voglarja. Potem, ko se je Krka približala na vsega gol zaostanka. Ob polčasu je zaostajala za 5, 14-9, potem pa mrk gostiteljic v začetku drugega polčasa in praktično ujele so jih nasprotnice. Zdaj gol Krke zadela je Ana Abina, njen 4. gol na srečanju in lahko rečemo, da je Krka spet v igri, potem ko vnovič zaostaja, ale za en gol na semaforju je 15-14. Natanko 17 minut in 20 sekund ostaja še do konca. V napadu pa Žalčanke v tistih njihovih tradicionalnih belo-črnih dresih. 9 metrovka za domačinke, ki jih po današnjem srečanju čakata še 2 tekmi v Ligi za prvaka oziroma o tekmovanju od 1. do 4. mesta. Zapravljen napad zdaj Zelenih dolin Žalec in tu je nov napad za novomeško Krko, ki lahko z morebitnim golom izenači rezultat na 15-15. V prihodnjem krogu, ob enem predzadnjem, bodo Zelene doline Žalec gostovali v Ajdovščini pri Mlinotestu, potem pa v zadnjem 6. krogu, zadnjem v letošnji sezoni, odigrali še eno tekmo pred domačimi gledalci. V Žalcu bo gostoval ljubljanski Krim Mercator. Zdaj visoka obramba gostiteljic, potrebno je zaustaviti tale napad Krke, roki sodnikov sta dvignjeni, žoga pa mimo leve vratnice. Brez gola zdaj novomeške Krke in ostaja 15-14 za Zelene doline Žalec. Torej gostiteljice se ne dajo, zmanjkalo je tudi nekaj sreče gostjem za poravnanje rezultata na 15. Še dobrih 15 minut pa do konca srečanja. Zdaj je potrebno spet zadeti ter se odlepiti na 2 gola in to so skoraj da tudi storile gostiteljice. Videl sem že žogo v mreži, ampak ta je odletela mimo leve vratnice. Poskušala je Saša Golavšek. Torej ostaja gol naskoka, gol prednosti za Zelene doline Žalec, ki se v tem drugem polčasu ne uspejo več odlepiti na varno prednost, ki bi morda posledično vlivala tudi mirno nadaljevanje. Tako pa je tole srečanje v začetku drugega polčasa kar naenkrat postalo precej stresno tako za eno kot za drugo ekipo. Gostiteljice si jasno, kot sem že dejal, želijo zmage, potrditve drugega mesta, kar bi bil sijajen rezultat. Krka pa se ne predaja in prihaja do novega gola. Krka je rezultat izenačila na 15-15 in kot kaže se nam v športni dvorani v Žalcu obeta prava drama za 2 točki, ki jo dobita oziroma jo dobi moštvo ekipa za zmago. Zdaj pritisk obrambe Krke, ki je dobila dodaten vzgon, jasno po naletu v začetku drugega polčasa. Tole bo povsem upravičena izključitev na strani novomeške ekipe. Na koncu celo rdeč karton. Rdeč karton zdaj za Patricijo Geč in Žalčanke bodo zdaj imele 2 minuti znova igralko več, kar bo potrebno izkoristiti ter se poskušati spet odlepiti. Zdaj
Zdaj je potrebno jasno počakati, da Patricija Geč zapusti parket, da se bo lahko srečanje mirno, če se lahko tako sploh izrazim, nadaljevalo, kajti še kako živahno je v zadnjih minutah. Skupno 30 golov, rezultat pa 15-15. Zdaj Žalčanke praktično morajo zadeti, sicer bo še kako neugodno v napadu Krke, tokrat obramba gostujoče vratarke Gečeve in napad novomeške Krke za prvo vodstvo v drugem polčasu. Zdaj sta se oglasila delivca pravice, sicer ne vem zakaj. Kot kaže, se srečanje lahko nadaljuje. V napadu pa novomeška Krka, ki je torej po zaostanku s 5 goli prišla do izenačenja na 15-15. Jasno, ko se takole vrneš, ti da vse skupaj dodaten zagon, dodaten zalet, motivacija je še na višji ravni in vsaj iz psihološkega vidika zdaj nekoliko lažje morda celo novomeški Krki, ki je izničila visok zaostanek. Žalčanke še naprej z igralko več, potrebno bo zaustaviti tale napad Krke. Ja, to se je tudi zgodilo. Vsaj to je uspelo zdaj gostiteljicam, kajti Živa Čopi je tam stala v 6-metrskem prostoru. Izgubljena žoga zdaj gostiteljica, ali lahko tole sledi hiter zaključek Krke, da! Ojojoj! Krka se v Žalcu veseli vodstva po preobratu. Zadela je Živa Čopi. Njen sploh prvi gol na srečanju, ampak še kako pomemben za žalsko ekipo. 12 minut in pol do konca, krasen, imeniten strel zdaj gostiteljic za izenačenje, ampak kot kaže ob tem tudi močan udarec, sicer nisem videl ali v roko ali v trebuh. Upajmo, da bo vse v redu, gostiteljice pa sicer, kot že rečeno, do izenačenja na 16-16 po tistem šoku napad nazaj, ko je Krka v Žalcu povedla. Saša Golavšek zdaj odhaja z igrišča, upajmo, da bo z njo vse v redu. Kot kaže, sila neprijeten udarec v telo in zdaj bo trener Bojan Voglar vsaj nekaj trenutkov brez nje, no, Saša Golavšek pa je upisala prvi gol na srečanju, še kako pomemben za izenačenje na 16-16. Srečanje se bo vsak čas lahko nadaljevalo. Obe ekipi zdaj popolni, ni več manjkajočih igralk in v borbi 6-6 se začenja ali pa nadaljuje, kakor želite, prava drama na poti do zmage enih ali drugih. Eni pa izključeno, da si bosta ekipi razdelili točke. Hiter proti napad in tudi uspešen zaključek zdaj gostiteljic. Krasno izpeljana akcija po podaji Kaje Krebs je zadela Neža Herodeš, njen prvi gol na srečanju in tudi za njo še kako pomemben. Z njim Zelene doline Žalec nazaj v vodstvo 17-16, torej 33 golov smo zaenkrat videli. Tekma je ponudila praktično že z vsem.
z imenitnimi goli, pa s kar nekaj izključitvami, tudi rdečim kartonom. In torej je nova priložnost, ker nov gol je za Žalčanke. Zadeva Ana Dobrič. Ja, zdaj so gostiteljice precej lažje, kar naenkrat bi lahko dejali zadihale, kajti povedle so z 2 goloma. Zelene doline Žalec vodijo z 18-16 in kot da bi jih tisti zaostanek za gol po vrnitvi iz -5 Krke zdramil, dokončno prebudil, so zdaj začele leteti po parketu. Še naprej napad za Krko. Zdaj spet borbene gostiteljice v obrambi, prečka rešuje Klaro Hrovatič. Še ena 9-metrovka bo tole za Krko. In pa še en dolg napad Novomeščank. Pa sta morala Delica Pravice počasi dvigniti roki. Slab zaključek tam. Mislim, da Sandre Srečkovič. In pa še ena priložnost za Žalčanke, da morda v ključnih trenutkih srečanja povedejo za 3 gole. Najvišja današnja prednost je bila +5 ob polčasu 14-9. Zadnjih 9 minut in pol srečanja. Zdaj spet hitro kroži žoga okrog obrambe Krke, ki pa je zastavila napad gostiteljic. 9-metrovka. Sodnika sta dvignila roki, dolg napad domače ekipe. Vse skupaj na meji prekrška gostujočih igralk, ki se jasno zavedajo, da morajo stisniti, sicer jim bo zmanjkalo časa. Zdaj pa v izdihljaj domačega napada in s krajnimi močmi bi lahko dejali zadeva Ana Dobrič, njen drugi gol na srečanju in zdaj Zelene doline Žalec povišujejo svojo prednost na 19-16, torej 3 goli naskoka za Žalčanke in v pravem trenutku so si preigrale ne občutno, temveč ravno tolikšno prednost, da ne odloča vsak gol o morebitnem končnem zmagovalcu. Spet dolg napad Krke, izzi se tam trener Bojan Vogler, kajti lahko bi dejali, da je tole tudi spet ne le dolg, temveč predolg napad gostiteljic oziroma gostujoče ekipe. Zdaj Delica Pravice resnično puščata, da ima Krka žogo posesti. Mislim, da že več kot minuto. Kaj se bo zdaj zgodilo na koncu? Klara Hrovatič na mestu. Pomembna obramba zdaj Klare Hrovatič, ki se je tudi danes kar nekajkrat odlično izkazala in tole je napad Zelenih dolin Žalec za povišanje prednosti na morebitne 4 gole. 19-16. Še 7 minut in pol do konca. Jasno, Žalčankam se zdaj nikamor ne modi, ko imajo prednost v svojih rokah. Tole je bil poizkus približno 8-9 metrov. Petra Fister ni zadela in Krka že drvi na drugo stran. Napaka gostujočih rokometašic, tole so bili več kot očitni koraki, ki jih je storila Živa Čopi. In zdaj gostiteljice umirjajo igro, kot sem že dejal, nikamor se jim ne mudi pri vodstvu z 19-16. Veliko bolj se jasno mudi gostujočim igralkam, ki lovijo kar precejšen zaostanek. V teku že zadnjih 7 minut. Zdaj se spet dobro in pa hitro gibljajo v napadu Žalčanke, je pa jasno, da bodo morale tudi počasi zaključiti. Ali je bil poizkus 6-7 metrov, neuspešna je bila Petra Fister, ostaja pri 5 golih in zdaj je gostujoči trener Krke Salvador Kranjčič vzel minuto odmora, da
da še tiste prepotrebne nasvete za zadnje minute. Izzi pa se tudi domači trener Bojan Voglar, ki jasno želi, da njegove varovanke držijo visok nivo igre vse do konca. Torej pred zadnjim delom tekme, pred samim finišom, lepa prednost gostiteljic. Po žalcu v napadu rokometašice novomeške Krke, ki iščejo še zadnji priključek z Zelenimi dolinami Žalec, da morda presenetijo gostiteljice, morda šokirajo s preobratom, vendarle pa kot vsaj zaenkrat kaže, so domačinke v takšnem nivoju toliko zbrane, da ne bi smele zapraviti prednost 3 golov. Nov dolg napad Krke. Domači protestirajo, da je potrebno vzeti žogo, tole bo bržkone še zadnje priložnost Krke in uspešen zaključek. Ja, ravno zadnja situacija v tem napadu je botrovala k temu, da so gostujoče igralke dosegle gol, uspešna je bila Živa Čopi in še vlila nekaj upanja po preobratu novomeške Krke. 19:17 v teku 55 minuta srečanja, no in zdaj je minuto odmora vzel domači trener Bojan Voglar. Jasno, da opozori svoje varovanke, tekma še ni končana, da jim da še tiste prepotrebne nasvete, kako zaključiti s tekmo in kako odreagirati, da domača igra in osredotočenost ne bi padla, da ne bi jasno gostiteljice na prenalahek način zapravile prednost, ki jo imajo nekaj minut pred koncem srečanja. Kot sem že dejal, pred Žalčankami še zadnji 2 tekmi po današnji odigrani. Sprva gostovanje pri venomer neugodnem Mlinotestu v Ajdovščini in potem za konec še kar nekakšen praznik rokometa v Žalcu, ko lahko skoraj da že zatrdim, da bodo Žalčanke proslavljale drugo mesto, obračun z ljubljanskim Krimom. Čeprav je Krim zakorakali 2 pred nasprotniki v našem državnem prvenstvu, pa je jasno vsaj za gledalce takšen obračun dodaten magnet. Pa spremljamo še končnico te tekme, ki jo spremljamo. Žalčanke zdaj v napadu proti Novomeščankam. Vsak čas se bo začelo zadnjih 5 minut tekme. Krka jasno borbena, čvrsta v obrambi. To so zadnji poizkusi, da gostujoče igralke ulovijo domače. Dolg napad Zelenih dolin Žalec, Krka z obrambo 5:0, morda bi se prelegel kakšen strel z razdalje, je pa težko jasno takole priti do zaključka, ko so nasprotnice tako čvrste v obrambi. Poizkus z razdalje je bil tole naravnost. Vratarko Sandro Srečković je metala oziroma streljala Anika Strnad. Ostaja 19:17, še 4 minute 20 do konca. Zdaj Žalčanke morajo stopiti skupaj v obrambi, nikakor ne dopustiti lahkega koša oziroma ne koša, temveč gola gostujočim igralkam. Če bi se zdaj obranile, potem bi bilo to več kot odlično. Visoko stojijo v obrambi domače. S težavo prihajajo do strela Krka, kaj pa se je zgodilo zdaj, kot kaže 7-metrovka. Streljala je tam Erin Novak, vsaj po moji osebni, oziroma v moji oceni osebne napake takšne, da bi sledila 7-metrovka, ni bilo. Začudil se tudi trener Bojan Voglar, potem je Klara Hrovatić prvo obranila strel, ampak v drugo nažalost ni šlo in zdaj se je še enkrat več v Žalcu zakuhalo. 19:18, torej
Znova le gol naskoka gostiteljic in prava drama infarktna končnica je pred nami. Vsak gol Zelenih Dolin Žalec bi bil zdaj še kako dobrodošel, tole bo 7-metrovka. No, tole gre jasno na roko gostiteljicam, potrebno bo še uspešno realizirati vse skupaj. In potem bo vsaj psihološkega vidika spet nekoliko lažje. Izključena pa je bila na strani novomeške Krke Luna Vončina. 7-metrovka Anike Strnad. Anika zadeva! Gol Anike Strnad, njen 5. na srečanju in Zelene Doline Žalec vodijo za 2 gola. Še slabe 3 minute do konca, če sem točen, 2 minuti in 40 sekund. Če bi se zdaj Žalčanke spet obranile v obrambi, potem bi naredile velik korak k potrditvi zmage. Ampak ne, tole bo še ena 7-metrovka. Ja, težko kaj pokomentiram, ampak prav ničesar ne bomo spremenili. Se nam pa nekako, oziroma se mi dozdeva, da hočeta ali nočeta delivca pravice še dodatno začiniti končnico tele tekme. A tudi tokrat Meščanke uspešne za črte 7 metrov, zadela je Ana Abi na njen 5. gol na srečanju in znova le gol naskoka za gostiteljice. Še zadnji 2 minuti tekme. Nikakor ne uspejo predčasno potrditi zmage Zelene Doline Žalec, ali bodo tokrat zadevajo zelo, zelo pomemben gol. Zadela je Lina Krulec, njen 4. gol in zdaj je spet veliko boljši pogled na semafor iz domače strani. Še minuta in pol, 21-19 je Zelene Doline Žalec. Ali bodo zdaj vendarle gostiteljice zadržale 2 gola naskoka. Klara Hrovatič je, mislim, da ravno toliko obranila oziroma podrsala po žogi, da ni še bolj spremenila smeri proti golu in ostaja +2. Če bodo zdaj Žalčanke zadele, potem bo odgovor, kdo bo tole srečanje dobil, že potrjen. Mislim pa, da je tudi v nasprotnem primeru premalo časa za novomeško Krko, kajti v teku je že zadnja minuta srečanja. Ekipi sta si zdaj popolni. Domači trener Bojan Voglar je vzel še zadnjo minuto odmora na srečanju, da še malce odmiri strasti, da poskrbi za to, da bo morda še kakšno sekundo daljši napad za Zelene Doline Žalec, ki, kot že rečeno, vodijo za 21-19. Tudi če zdaj Žalčanke slučajno ne bi zadele, mislim, da je premalo časa za novomeško Krko, da izsili še kakšno točko tukaj v Žalcu, vendar le sta 2 gola zaostanka prevelik zalogaj. Smo pa že videli marsikaj nocoj, ko se je Krka vrnila iz -5, celo povedla za gol, a potem so sicer domačinke spet preobrnile rezultat, ampak kot sem že enkrat med prenosom dejal, ta tekma je resnično postregla z vsem in tisti, ki jo spremljate od samega začetka, ste zagotovo prišli na svoj račun in prav gotovo vam ni žal, da ste z nami, da spremljate tale obračun žalskih in novomeških rokometašic. Kot že rečeno, zadnjih 52 sekund v Žalcu v napadu Zelene Doline Žalec za potrditev zmage in pa za potrditev končnega 2. mesta v državnem prvenstvu, kar bo fantastičen rezultat za zasedbo trenerja Bojana Voglarja. Vzela sta delivca pravice zdaj žogo, ampak Žalčanke so bile pozorne v obrambi, bo morda sledil še kakšen gol. Da, tole je potrditev zmage in Žalčanke lahko zdaj počasi začnejo slaviti. Tole bo 2. mesto v državi takoj za ljubljanskim Krimom in Bojan Voglar je po svojem prihodu v Žalec že poskrbel za nov mejnik
tukajšnjega rokometa za novo veselje in še enkrat več je dokazal, da je mojster z veliko začetnico, da kamor pride žanje uspehe, kapa dol pred njim in pa tudi pred Žalčankam, ki se takole prisrčno veselijo zmage, veselijo končnega drugega mesta v državnem prvenstvu in prav in iz srca jim to jasno privoščimo. Imenito jih je za videti, vse čestitke domačemu klubu na čelu s strokovnim štabom, pa vsem rokometašicam za eno krasno sezono, pred njimi še zadnji 2 sezoni v državnem prvenstvu, ki jih bodo jasno želeli odigrati na najvišji možni ravni, ampak doseženo je tisto, kar so si vsi skupaj lahko le želeli. Kaj reči za konec kot le to, uživali smo v rokometni predstavi, super tekmo smo pospremili in ja, bodite del naših prenosov tudi v prihodnjih tekmah. Za nocoj, za danes pa toliko, lepo zdrav iz Žalca, vse dobro in še enkrat čestitke žalskim rokometašicam, vam pa vse dobro in lepo zdrav ob zvokih veselja, ob prijetnih trenutkih, tako na tribuni kot pod njo, ko se veselijo rokometašice Zelenih dolin Žalec.